Lep pozdrav. Danes si bomo malo podrobneje pogledali en precej napet spor. Ja, gre za dokumentacijo med neko občanko na eni strani. In na drugi sta občina Trebnje ter finančna uprava, FURS. Točno, vse se vrti okoli odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, NUS po domače. In potem še davčne izvršbe, ki je sledila. Tako, imamo pa kar nekaj gradiva, uradne dopise, pritožbe, mnenja. Tudi odgovor odvetnice v imenu občine je tuja. In kar nekako izstopa iz vsega tega, vsaj po trditvah občanke, je očitek o sistematičnem nespoštovanju zakonov, strani institucij. Sliši se resno. Pa dajmo pogledati, kje se je pravzaprav začelo. Kje je jedro težave, kot ga kažejo ti papiri? Vse se začne z odločbo FURS, tam nekje julija 2024, številka DT 4224 235 2024 in tako naprej. V redu. In kaj je v tej odločbi? Z njo so odmerili NUS za parcelo, nepremičnino, Trnje 003. Ampak tukaj se zaplete. Zakaj? Ker občanka trdi, da ta nepremičnina sploh ne obstaja. Ali pa vsaj ni njena. In priložila naj bi tudi zemljiško-knjižne izpise kot dokaz. Ampak odkot potem FURS-u ta podatek? No, občanka navaja, da naj bi te domnevno nepravne podatke posredovala prav občina Trebnje. Razumem. In potem ni ostalo samo pri odložbi. Ne. Sledil je najprej opomin, to je DT 429 02 420 2024. In nato še odločba o davčni izvršbi. Številka DT 4934 1932 2822 0241. Tako je. Celoten postopek je stekel. Torej, če povzamem, osnovni očitek iz teh virov je: vse skupaj temelji na napačnih podatkih. V bistvu ja, to je osnova. Občanka v virih poudarja, da naj bi bila s tem kršena določila zakona o davčnem postopku, ZDKP-2, členi 70 in 403. Ti zahtevajo pravilno ugotovitev dejstev. Še kaj glede podatkov? Omenja celo možnost dvojne obdavčitve, ker naj bi se isto zemljišče pojavljalo pod oznako Trnje 003 in tudi Trnje 003a. Aha, to je torej ta, recimo, vsebinska napaka. Ampak omenila sva izvršbo, so tudi tam težave. Po navedbah iz dokumentov ja. Ključni očitek je postopkovne narave. In sicer? Da naj bi bila davčna izvršba sprožena, še preden je bila odločba o NUS-u dokončna. Pravnomočna torej. Kar pa ne bi smelo biti. Tako pravi občanka. Sklicevala naj bi se na 143. člen ZDAP-2, pa tudi na ustavo, 22. člen enako varstvo pravic in celo na 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, pravica do poštenega postopka. To je kar resen seznam. Se pa ne ustavi tukaj, kaj ne? Viri omenjajo še druge kršitve. Drži, gre precej na široko. Očitki segajo na področje ustavnih pravic. Na primer? Kršitev pravice do zasebne lastnine, 33. člen ustave, pa prvi protokol EKČP, potem pravica do odškodnine zaradi nezakonitega ravnanja države, to je 26. člen ustave. Zanimivo. Še kaj? Ja, omenja celo osebno dostojanstvo in pravico do imena, ker naj bi jo FURS naslavljal z zavezanec, kar naj bi bilo sporno. Zavezanec. Tako piše. In potem je tu še varstvo osebnih podatkov, GDPR in 38. člen ustave. Kako pa to? Dva očitka sta tu, kot berem. Prvi, da naj bi občina njene podatke posredovala zunanji odvetnici brez njene privolitve. Drugi pa, da FURS obdeluje napačne podatke o njej. Dobro, podatki, postopek, ustavne pravice, še kaj? Ja, gre še dlje. Omenjajo se celo sumi kaznivih dejanj, zloraba uradnega položaja in goljufija. Resno? Kazenski sumi? Tako je navedeno v dokumentih, pa še kritika, da so nekateri dokumenti FURS slabo čitljivi in zavrača sklicevanje FURS na neke izredne razmere. Dobro, to je zdaj slika, kot jo rišejo pritožbe in mnenja strani občanke. Ampak institucije so se verjetno odzvale. Imamo odgovor odvetnice? Imamo ga, ja. Oziroma opis tega odgovora je v eni od kasnejših pritožb občanke. Odvetnica naj bi v imenu občine odgovorila 20. marca 2025. In kaj naj bi odgovorila?
V bistvu naj bi zavrnila zahtevek občanke. Glavni argument naj bi bil, da občanka ni dokazala tistih osnovnih predpostav za odškodninsko odgovornost. Se pravi, ni dokazala protipravnega ravnanja občine, nastanka škode in, ključno, vzročne zveze med njima. in še. Prav tako naj bi navedla, da občanka ni predložila dovolj dokazov ali natančneje opredelila škode. In jo je pač napotila na sodišče, naj tam dokazuje svoje tvrditve. Klasičen pravni odgovor. Nekako. Preložiš dokazno breme. Kako pa občanka gleda na ta odgovor, glede na njene spise? Zelo kritično. Vpletenost zunanje odvetnice razume kot neetično dejanje. Kot poskus utišanja in zaščite občine, ki jo vidi kot vir vseh težav. In njeno glavno sporočilo ostaja. Ja, tisto, kar res izstopa iz njenih virov, je prepričanje, da inštitucije, občina, FURS, posledično tudi odvetnica, namenoma ignorirajo dokaze in zakone. Da gre za zavestno ravnanje. In kaj potem zahteva? Če je prepričana, da se zakoni tako ignorirajo? Zahteve so kar obsežne. V dokumentih beremo, da zahteva razveljavitev teh odločb FURS, takojšnjo ustavitev izvršbe. Finančno? Tudi. Zahteva odškodnino, zneski se malo razlikujejo, ampak omenja se 15.000 evrov plus še dodatnih 15.000 ali včasih 7.500 evrov. Še kaj poleg denarja? Ja, prenehanje uporabe izraza zavezanec zanjo, opravičilo, izbris njenih podatkov iz evidenc in celo uvedbo preiskave proti odgovornim uradnim osebam. Zelo odločno. Celotno zadevo opisuje kot nekakšen preizkus pravne države. Torej, če potegneva črto po tem, kar razkrivajo ti viri, imamo posameznico, ki se oborožena z zakoni in dokazi postavlja proti inštitucijam. Institucijam, ki jih obtožuje vrste napak, kršitev pravic, celo kaznivih dejanj in pač namernega ignoriranja zakonov. Po drugi strani pa imamo vsaj en dokumentiran odziv institucije preko odvetnice, ki te očitke zavrača, kot nedokazane. Tako nekako se kaže slika iz teh papirjev. Poudarek strani občanke je res na tem domnevnem, namernem spregledovanju zakonov. In morda za konec ena misel za poslušalstvo, ki izhaja iz tega. Kaj nam ta primer, kot je opisan v teh virih, pove o tem, kako težko je lahko za posameznika? Ja, kako težko je, ko skušaš z zakonskimi argumenti spodbijati odločitve uradnih organov, še posebej, če si prepričan, da sistem namenoma gleda stran ali celo krši lastna pravila. Kakšne so sploh možnosti v takem primeru?